Treba je poudariti, da je Kia ena tistih znamk, ki so v zadnjem desetletju naredile največji korak naprej na področju tehnologij. Pa ne samo z tega vidika, da je Kia vpeljala številne nove sisteme, ampak tudi z tega vidika, da je Kia postala eden vodilnih proizvajalcev v svojem segmentu. Ta avto sicer ni opremljen s radarskim tempomatom, ima pa zelo dober lane assist, ki bi ob radarskem tempomatu pomenil že, da avto lahko po avtocesti skoraj avtonomno vozi. Bomo zdaj kar demonstrirali, kako ta lane assist deluje. To je seveda sistem, ki skrbi za ohranjanje avta na voznem pasu. Tempomat bomo dali na 130 km/h. Vidimo, da je cesta tukaj ovinkasta. In pri 130 km/h lahko gladko spustimo volan. Sicer mora voznik vedno bdeti nad volanom. Tudi sistem bo zahteval, da se ga moramo na določen časovni interval dotakniti. Ampak avto vozi 130 km/h, ne glede na to, kakšen zavoj nas čaka na avtocesti, popolnoma avtonomno. Evo, s tem zvočnim signalom avto opozori, da se mora voznik dotakniti volana. In če to ne naredimo v njegovem zahtevanem časovnem intervalu, potem on onemogoči delovanje sistema zadrževanja avta na voznem pasu. V strani Kie to ni zdaj neka novost, ampak je pa ta sistem treba pri njih izpostaviti zaradi tega, ker je definitivno eden, ki deluje najbolj gladko in najbolj tekoče in najbolj zanesljivo, sploh v tem razredu vozila. Kaj to pomeni, da lahko sedim na zadnjem sedežu ob prižganem lane assistu? Po mojem ne. Ne. Ni sicer namen lane assista, da bo deloval kot sistem za avtonomno vožnjo, ampak je v bistvu asistenca, ki vozniku pomaga, če ta slučajno umakne pozornost, da ne bi zapustil voznega pasa, da ne bi prišlo do nesreče.